pravzaprav, zakaj pa pravzaprav pripeljali v arhitekturo? Ne vem, risanje, to pa zanimivo. Risati moraš znati, ne? Danes mogoče to ne velja. To ve se potegne. Danes se ne riše več, ne? Ja, škoda, ampak v bistvu risanje, ja. To se mi je delo, da pismo, ne? In to ve se da potegne. Kaj narisal, ne? Se to še zmeram rečejo naročniki, kakšni taki manj upeljani v to, ne? Se reče, če mi boste narisal, kaj, ne? Ja. A ni, ne? Ja, Niti ne zrisal, prav narisal, ne? Ja, tako, ja. To je. Ni noben tako kakšna družinska tradicija. Ne, nekaj pa. Ne. Izrisanje. Izrisanje, ja. In potlej ste bil pri... Tudi pač kolega Gabriel, če pa sploh slikal. Ja, sej on, ki smo bila tukaj, mi je porisal, on riše, on to skozi. No. Ne bom tekmoval z njim, ampak... Tako da danes sem ščit, znam- če bi tudi vas kaj to prijel. Ampak znam tudi lepo narisati. Ampak se ne, papir, ampak ne sreč. tako, seveda ne s tako veščino in seveda tudi občutkam kot Peter Kabirtič, ne. Ker se pač bila ves čas skupaj, ne, on more, ne. Je pa to res, no, da seveda zasnove, to se ne moreš drugače po moje narisati, ne. Ja, jaz To tudi je mislim. miselna skica, to se ne riše na roko. Ja. In tudi jaz drugače, kaj narišem zelo hitro, ne. Veste, to se tudi to na hitro nekaj se izide, ne, ki je treba potem dati v mere, ne. Veste, to se riše v po moje 10 minutah, taka skica, in se pa pobara malo in je. Tako je. Adakta, ker tako ne delam, to se po moje z računalnikom ne da, ne. Sem prepričan, da se ne da, ker računalnik je natančen, on je absoluten in če se ti lotiš tega, ne. Ne, jaz mislim, da moraš ta kreativen del procesa, pa tudi tako, kaj gre. Zato pa jaz še celo rajš imam ta mehke, da ja, ne bi bili preveč natančni, 4x6, 9x, Pa kaj imam te dve faze, ko imate, najprej na roko, te vse, Ja, tako. si cel kontekst izrišem tako, da vidim to kot neke silnice, in potem nastane nekaj in potem to prenesem na hitro, to pa skulijem, ne, v teh par črt, zato da vidim te osnovne mreže, kako se to gre, in potem je to pravzaprav sam še treba, da to pravo merilo že skoraj zadenem, ne. Zadnjič, ko sva bila z profesor Gabrielčičem, je rekel, da sta tako dost risala kakšne natečaje, ne. Mislim, vsak zase, ampak tako dost. In da je rekel, jaz nisem vedel, kako sem narisal, pa kar nekak ni izgledal, pa sem pa pri Janezu pogledal, nekaj da pa tako lepo slik, tako elegantno, pa to in rekel, pa sem ugotovil, da on riše v različnem merilu višino pa dolžino. Ne, ti rišeš kar tako, ti moraš risati. Se ni važen. Ne, res. Ne. Jaz se spomnim enega natečaja pri profesor Ravnika za nek hotel Petrovac na Moru, ker on ima neko navado, ki sem jaz seveda tudi imel kot pedagog ves čas. In tudi to, ne vem, če so me malo, ampak potem zdaj vidim, ker so pa oni le dozoreli, zelo dozoreli že študente, ki so šli skozi moj seminar, nekako to mogoče so cenili. Takrat pa verjamem, da ne, ampak sem vseeno vztrajal. Ker ne smeš, da te imajo preveč radi, no. Ti moraš biti zagnan, da vidiš, da se ti gre za res, ampak ne smeš. No, in da sem se to pa Ravnikarja navadil, no, da eno zelo pomembno modrost, ki bova mogoče te prvi, kar zabeležila, ne vem, če bo še kdaj to priložnost. To je, da ti na koncu projekta, ne, na koncu nekega razvoja faze nekega projekta, ne, na koncu, ko se konča, ki ti že tako, kot smo se zdaj menila, ne, ko da že v mere mogoče, ne, a veste, pa ko narediš prereze že, ne, takrat vidiš, kaj je narobe, kako bi lahko drugače. Ti ne moreš od začetka tega procesa. Ja. To je modrost. Ja. In zdaj, kako to presežeš, ne? In zdaj večina jih ne, večina nadaljuje, ne? Ker si že šel čez, ne? Se je bilo vse dobro, si vse v bistvu sam spravil skozi vzročno-posledične zanke in tako naprej, si vse preveril, tudi vse nivoje, ne? Vse plasti projekta in je bilo dejanje. No, da to je bilo pa drugače, da Ravnikar je imel pa tudi to navado, ne vedno, ampak je glavnem pa, ne, ko sem opažal, da je se na koncu premislil, ne.
A veste, zdaj pa, ko ste delali na tečaju, že itak je, kot smo rekli, frka, ne? To je vedno bila na 500 delati dneva in noči. In v glavnem imaš en teden časa. Ne? In seveda pa na tečaju to na koncu on gotovo, da ne, da treba narisati čisto drugače. Ne? A veste, in seveda so vsi te kolegice in kolege sedeli, je bilo treba narediti še enkrat. To je izredna muka, ne? Da ti si šel že, ti si bil že konc. Ti si videl že, a veste, že za konc katarze, ne? Že vejo, se naj nova, ne, odpre, to je dvojna, ne? In to je bilo res težko vzdržati, ne? To je velik pritisk. No in potem seveda tiste končne vizualizacije ni bilo veliko časa, ne? A veste, in to se je tako naredilo, da si na tako mal, ne? Na tako mal, profesor tako malo črt naredil, malo tako, to sem pač. To tudi jaz navadam, malo se tako posenčil, ne, kaj naredil, tako abstraktno, da je kot neka jedkanica, ne, na nekem radu in tako naprej, se potem to poveča, levo, perspektiva, ampak ni odgovarjalo na čemer, ne. Ni odgovarjalo niti po dolžini, niti po višini. Ampak je pa zgledal dober. Zgledal je dober in seveda, ker vse gre za zamisel, ne. Ja, tako, sej. Kdo pa zdaj meril to, ne, se ni, takrat ni bilo, ampak danes je pa mer, no, in to je pač ta razlika. Ampak jaz se potem navadil v tem učenju projektiranja, ki se mi zdi, da je bilo v bistvu pravno. Da nisem okoli zadovoljen, ne. Kar je študentka ali študent razvil, ne, sem jaz podaril v bistvu, ne, zato da lahko še enkrat naredil. In tega se še zdaj držim in to vidim, da še zdaj tudi pri kolegi, ki so starejši in s katerim to delamo skupaj, ni popularno, ampak je pa ključno. To je bila moja metoda, bila vedno, da če je V1 varianta, mora biti tudi V2. Naredite še V2 in bomo primerjali. Ja. Potem pa lahko zmaga V2 ali zmaga V1 ali pa naredimo tretjo varianto. To je to. Jaz to še zmerno verjamem. Ampak jaz mislim, da to je ključno tako v pedagoškem smislu, po študentih itak, ker je podcilj, pa ne nazadnje tudi pri projektih. Tudi pri projektih. Jaz zdaj imam enega, ki mislim, da sem že tam. Mislim, da mi že stojite. Sem še na skicah, ampak čutim, da sem tam. Pa sem sam sebe šel silt, da probam še varianto z... Vse pa itak se pogovarjava, prevarjava, bojake smo prepričani v to metodo, ampak ni pa popularna, ne? To ne more biti, ker za nekoga, ki to obdeluje, to njegov svet, ki ga je že dodelal, ne? Ker je dodelan že. Zdaj ga moraš ti podrti oziroma soočati z enim drugim možnim. Ampak hkrati je pa to, ne vem, kako se temu reče, ne? Lateralno mišljenje, ali kako razviješ, da je še druga možnost, ne? Ali kako, ne vem. Pa še tretja, pa še četrta. Seveda, lahko je tu več. Dostikrat se tudi pokaže, ne vem, saj meni osebno se to zgodi, da ko grem nekaj risati, ker že vnaprej mislim, da to zihar ne bo v redu. Tudi to je dober, ja. Ampak in res ni v redu, ampak je pa kakšna komponenta iz tistega, ki je pa dober izpade, pa je lahko preneseš drugam. Medtem, ker to pri natečajih pa, jaz jih zdaj ne delam, ne, hvala Bogu, ampak, ker se ne obvaram s tem. Ampak sem jih pa delal predvsej pri lajevcu, pa tudi pri pokrušaku nekaj, no. Ampak jaz tam tega, da se na isti način delal, ne, ko je že vse bilo treba sklinco pa vzdrgant ali pa na nov, še pri njemu v Črnučah, na podstrehi, ovo na novo, ne. Ampak jaz sem bil takrat študent in to meni niti ni težko padlo, ker nisem bil tisti kreator, jaz sem bil workforce in je rekel, to še enkrat, ok, ni problema, še v nedeljo popoldne bomo tam nadaljevali in bomo še toliko zdrakslali, bomo še toliko sklinali in bomo še toliko narisali, in je bilo to. Vem pa, sem kadar je šlo tako za a veste, malo zbrisati, malo popraviti, ampak kadar je bilo treba pa obrniti, ne, a veste, da ni tako, ampak da je tako. Ampak to je ležalo na njemu, ne. Na njemu pa na unih, ki so bili bolj že zaposleni v ABEJ-u, ne. Jaz sem bil, nisem bil te... Ampak to je bila, se pravim, nič nočem trditi, ampak verjetno to je tudi neka normalna pot, no. Jaz mislim, da je... Ni bila pa popularna. To pa vem, da ni svoje izkušnje z stotinami in stotinami študentov. Ampak to s katerim smo se, to bo še lepo ugotovili, da na tem masterclassu pregledu, mi moramo imeti po 2 tednih naslednji dan predstavitev končnega izdelka, ne. Pa nam je Peter, ta Stačbury, takrat še zadnji popoldne obračal stvari, ne, ker so vsi že
Jaz sem malo to poznal, mlajši kolegi so bili pa čisto živčni, ki so mislili, da mi moramo to že zrisvati, da bomo bili predstavitev. Sem rekel, relax, to ni važno, predstavitev bomo že neki. Važno je, da dobiš še eno korekturo, ali pa še en input, ali pa še en razmislek, ali pa to ne. Razmislek je važno. Prej, ko sem Lajevca omenil, enkrat sem ga, pa ni dolg nazaj, pobral, da smo šli skupaj na to predotvoritev bienala tlele v Benetke. Sem kar kombi najel, pa par svojih iz biroja, pa njega, pa smo šli via, ki je glih tudi Glem prišel, da smo šli poslušati. In nazaj grede se je razvila ena taka debata o organizaciji šole, faksa našega, ne, se pravi. In on je nekako zagovarjal tezo, da včasih bilo tako, se pravi, bil en močen seminar in je ta oče ali pa šef seminarja ali pa karkoli bil kot mentor, ki v bistvu podajal široko znanje na vsem, pa je bilo pa samo par satelitskih zelo strogo strokovnih predmetov. Zdaj se je pa že za mojega časa to nekako naredilo tako, da je veliko seminarjev, pa še veliko teh strokovnih predmetov zraven. Pa kaj se vam zdi boljše? No, mislim, da ko so vse reforme, to nima smisla. Tako kot učni proces, kot način, je boljše, da to ena avtoriteta ti predava vse? Je bilo več teh obratov, je bilo, ki smo jih seveda doživljali. No. In seveda vedno so bili neponovljivi. Vedno je bilo tako, da je neka sinteza, antiteza in potem je seveda nova sinteza. Ne? Da je nekaj je bilo postavljeno in potem se postavlja na drugo, popolnoma drugačno šolo in potem se je pokazalo, da se vračamo nazaj, ampak seveda na eni višji stopni razumevanja in izkušenosti in tako naprej. Ampak ves čas je pa nas bil ta, ki je mogoče še zdaj, ne? Pa zdaj pa ni več. No? Se to je verjetno Gabrielčič bolj povedal. No. Ta razkorak med znanostjo in umetnostjo, ki pač je ves čas nek ljubosumje pravzaprav. Ne. Ja. Ker meni se pa vedno zdelo, da je oboje, ne. Veste, da je urbanizem in arhitektura je in znanost in umetnost. In to ja, ne vem, ampak te so šle pa za te delitve ves čas. In seveda moja malenkost, recimo, to je za takele razgovore, ki jih imamo, zelo zanimivo, ne, ki so pa utrači, ampak so v bistvu del ene zgodovinske izkušnje. Točno to. Jaz sem namreč bil, to je zelo zanimivo, zato da sem sploh lahko neko vizijo, ki je postavila generacija zbrana okoli B-ja, uveljavil tudi na fakulteti, skozi en sam predmet, in to se imenuje arhitektura mesta, današnja, še enkrat vem, bi temu rekel urbanistično oblikovanje, to se pravi umetniško komponenta urbanizma. Sem moral dati skozi pač to borbo za ta predmet, ne? Ker se ga pač na novo postavil. Na novo se moral boriti za predmet in seveda potem se boriti tudi, da bi ga vodil, ne? Ker se ga pravzaprav ustanovil, se tudi vedel, kaj je ta predmet, ga ne moreš prepustiti drugemu. Zato sem moral iti to pot priznanja umetniških del. Ker urbanizem je znanstvena disciplina in seveda si mogel imeti doktorat. Doktorat pa tudi takrat, v tistih časih, ni bilo tako zelo težko narediti. Ne vem, kako ga je danes, ampak takrat ga ni bilo. Ne, niso šli kar pač neka fakulteta, ne. Da bodo trače, eni so šli kar v Skopje, pa se da lažje narediti. Ni važno, ampak je bilo formalno. Ne, ste naredil doktorat iz parkirnih hiš, pa smo doktorat in potem ste lahko učil karkoli. Ampak to se mi zdelo tako, da je formalno, ne, ta zaplet, ne, a veste, da znanost mora biti priznana z doktoratom in šele, ko imaš doktorat, imaš potem pravico. No. In seveda sem bil en od prvih, ki sem najprej izboril pravico do znanstvenega naslova. Res. Na univerzitetni ravni, to se pravi, da je enakovredno priznanje umetniških del, ne, to se pravi kreativnih realizacij, ki imajo neko vrednost prepoznano, ne, da je to vredno doktorata. No. Pa najprej smo to narediti, ker je zelo zanimivo. Za celo
univerze pa to obveljali, no, da to je. Da se lahko habilitiraš po umetniških kriterijih ali pa po znanstvenih. To pomeni, da enako vredno. Se pravi, če se portfeljem dokazoval svoj nivo za ampak to je bilo treba seveda statut spremeniti, dosežiti, ne? Ker je bilo težko delo. Ampak danes bi tako rekli, da si zase preskrbil, ampak ni res. Ti si s tem uprl pot tudi vsem tistim, ki mogoče, ki danes učijo na fakulteti in so seveda s svojim delom so dokazali, ne s svojimi raziskavami. Ja. Ampak to je bilo to, ja, seveda. In seveda se najprej moral zase boriti, ne, za svoje mesto. In sem bil res tudi izvoljen za docenta po kriterijih, ki sem jih sam, ne za sebe, ne za te fakultete, ampak celo univerzo, pravzaprav uveljavil skozi statut. In to je zanimivo. Ampak kaj se je zgodilo? Ne? Da je profesor Kurent javno mi povedal, ne? Ker on je bil pristaš pač te trde znanstvene smeri. Ne? A veste. On je rekel, da on to priznava, samo da jaz ne smem govoriti. Jaz nimam pravice do besede na predavanjih, ker nimam doktorata. A veste, ker nisem znanstveno preverjen. Ne smem govoriti, lahko samo rišem. Ampak to je resno bilo narejeno. To je bilo sestankov resno povedala, ker me je globoko prizadel, seveda. Ne. Tako trdo je bilo to postavljeno. In seveda v nekem obdobju je bila nevarnost, da fakulteta se poznanstvi. Ker so se mnoge fakultete v Italiji, tudi v Nemčiji in tako naprej, so bile različne te delitve, kakor pusto ni važno, da se ti poznanstviš. Ne. Tako so tudi moji kolegi, ki so bili izvrstni projektanti, se temu reče, ne, to so, ki so dobili tudi nagrade strokovne, so veljali na tečajih, ne, so vse morali narediti doktorat, da so lahko se habilitirali za učitelje. In to je, moja pot je bila pač bolj trnava. Pa sem strajal do konca, ne, do konca. Da je pač se pravi, dejansko me treba spremeniti. In potem danes je tako, ne, danes je to enakovredno in v bistvu sem jaz to postavil nepomembno, ampak to ključno tezo, da taka ustvarjalna, napredna arhitektura je tudi raziskovalno delo, ne? Da ti z arhitekturo raziskuješ nove možnosti, tehnologije in tako naprej. Ja. In da je eno, ki je potem priznano, ki stopi iz tega, ne, in dobi pol nagrade in kakorkoli, že kakršnakoli po teh kriterijih, ne, je verjetno enakovredna pa lahko eni znanstveni raziskavi oziroma doktoratu, ki temelji na nečem. No, to je bila ključna stvar. In seveda enkrat je bilo na obdobje vmes, da ni važno niti za to priložnost, ko je šlo na to, da moramo mi ukiniti seminarje, pravzaprav, ne? A veste, da so v bistvu predmeti ključno, tako kot je šlo Zagrebška fakulteta. Da so predmeti so glavni. Ja, da je pač to en od predmetov, ne? Projektiranje kompozicije je samo en predmet, ne? Ni pa tista ključna stvar, ki nauči pravzaprav študenta vsega, no, bi lahko rekel, metjeja danes rečemo, vsega, ne, način razmišljanja, kompletno, do tega pač, ki je v bistvu podaljšan biro, bi danes rekel, ne, a kakorkoli že, ki je bil v bistvu te šole. Ja. Ampak je bilo v mestu to, da se to razgledi in potem se je le zgodil ta ponovni prevrat, ki se je pa izkazal, da je pač ta pot boljša. Ampak to je danes, da je pa pluralizem pa logično, ne, ker danes ni več nekoga enega, ki je ta pluralizem, se mi zdi, kljub samo zanimiv. No. Teh je več takih. Da je več resnic, ker danes je tudi v arhitekturi je več resnic, ne, tudi več smeri. Ja, žal seveda, ker nikoli ne veš, kjer je prava, ne, danes je pluralizem, ne. Ja. Takrat, ko smo ga mi doživeli, bil še večji, ne, seveda, ker je bilo vse, ne, vse je možno, ne, a veste. Je dekonstruktivizem je, ne, enako kot kontekstualizem, to je pač vse, zdaj se bo treba opredeliti mogoče, ne. Nekaj tega je danes še, no. A ni? Je, sigurno je. A veste, med to tako ekspresivno arhitekturo, ko da še nočem zdaj to delati te
popredalčkati, kakorkoli že, ampak med tako eno ekspresivno arhitekturo, ne, in med tako eno minimalno arhitekturo zadržane, vendar razlika, ne, to je popolna, ne, tako kot bo včasih. Ja. Med dekonstruktivizmom recimo in kontekstualizmom, ne, to je, ne. Ja. Ali pa med neomodernizmom, pa no, ne bom več govoril, tukaj teh različnih smeri danes, da je v bistvu nek tak pluralizem le zanimiv. Ne? Se pravi, bi na nek način bolj človek rekel, da se je zapeljal v nekak idealno smer. Ni več tako močno, kot je bil, ne vem, Ravnikar pa Mihevc. Ja. Ne? Da sta bila dva in je bilo to, pa samo malo. Ampak da se je to razpršil, ni pa se seminar ukinil. Ni se pa ukinil, je pa temelj še zmeraj. Je pa še zmeraj temelj. Nismo pa nikoli znali toliko naprej narediti, to smo se tudi borili, predvsem pač Gabrijelčič, nas si več čas pomagala, seveda. Zdaj se bila na tem, da mu nekdo mora tudi pomagati, ne, pri teh odločitvah tudi, ne. Ampak mi smo hoteli tako radikalno narediti, da bi bili predmeti vezani na seminar, ne. A veste, da ti tehnične predmete upravljaš v seminarju, ne, se to nakazuje kot logično, ampak nismo mogli to nikoli speljati, da bi to bilo. Kaj pa je bila ovira za to, ja, ne vem, ja, nekaj težko je organizacijsko to speljati, verjetno, ne. Pa pol vrednotiti to, kako, ampak v bistvu je logično, no? To bi bilo idealno, ne? Idealno bi bilo, da bi se učili, ne? Tako. Ampak tudi te pogledi so tako, kot smo rekli, no? Saj jaz sem vedno, moram pač vse povedati, ne, če je taka priložnost. Ja, seveda, sej zato je. Jaz sem bil eno teh, ki prvem letniku povedal študentkam in študentom, ne? V seminarju, da arhitektura je samo tisto, kar se lahko zgradi, kar nič posebnega. Ampak je samo to. Vse ostalo ni pa arhitektura. In zato smo, je samo tisto, kar se lahko zgradi. Okay. To pomeni, da že v prvem letniku je bila vaja tako narejena, da je moral študent tako dobiti zastavljen program, ne? Ja. Da je bilo ti zgradljivo. Drugim besedam, da je naredil hišo, ne? Stavbo neko, ki deluje. Ne samo, da je to, a veste, neka skica, neka študija možna, ali da je to, neskončno imamo te možnosti, ne? A veste, da je to neka geometrijska vaja, ali da je nekaj abstraktnega mogoče. Ker vse to možno, seveda, tukaj oblik ne bi rad ugibal, ne? Ampak je neskončno možnosti, kako ti lahko upelaš, bi rekel, začetnika v študiju ne, veste, kako ga upelješ, kako mu nakažeš to pot. Zdaj, najtežje je, da mora biti zgradljivo tisto. Zdaj mu moraš tako narediti vajo, da on lahko to naredi, ne, ker nima teh osnovnih znanj. Zato smo mi pripravili, veste, en modularni sistem, ne, kot bi rekel nek Lego, ne, danes, ne, s katerim je on lahko res samostojno naredil neko stavbo, ne, veste, neko hišo, ki res deluje, ki res stoji. Okay. Ampak z vsemi parametri, ki jih je treba upoštevati v arhitekturi, da jih ne bom ponavljal. Najmanj temi tremi, ne, po te triadi. Ne. Ja. Dve stvari se mi prideta na misel, ki bi pa naprej od tele. Ta definicija mi je zanimiva, bi jo moral pa še malo prekontemplirati, da bi mi čisto v popolnosti sedla. Se pravi, da je arhitektura samo to, kar se lahko zgradi. Kam bi potem, recimo, zdaj, ki smo imeli tole isto z profesor Suhadolcem, mi je kazal, iz česa so pri njemu. Ja, pa se ne strinjam s tem. Ja. S čim? S tem, kako je, to je zdaj... Ker pri njemu so narisali nekaj, ja, pa ni, zato je pogojno tudi zgradljivo, ja, je pa nekaj se ne strinjam s tem. Jaz moram reči, da to je v opreki s to mojim stališčem. Ne, nič hudega, ampak ravno zato se mi zdi zanimivo. Ker to je ena pot možnega zavajanja, ker pa študenta ne smeš. Ker vprašanje je, na koncu, ko se postavi, le koliko ste vi, na koncu je statistika pove, koliko ste vi izučili svojih učenk in učencev, svojih študentk in študentov, da so se potem dokazali v praksi. Na koncu to velja. Prej so bliže, vem, kakšna je statistika, ne? Ampak ne spremljam pa statistik drugih. To je ne sam premislil, ne?
Vsak zase. Ja. Ker ti ne smeš zavajati, a veste, vi lahko zavedete, ne, v neko svojo smer, v svoje razmišljanje o arhitekturi, jaz pa tega nisem delal, se pravi, z dveh, kar mi študentke celo in študenti povejo danes, da je bilo to razlika. Da jih nisem kloniral, a veste, da sem učil metode. In tako kot pri svojem sedanjem delu ali sploh projektantskem delu bi mi težko kdo ujel, kjerim slogu pripadam, kjeri smeri. Ja. Ker vsak projekt je v bistvu drugačen, v resnici. Ja, ker je vsak odgovor na unikatno vprašanje. Tako je, ja. Na unikaten program v posebnih okoliščih, ki so vedno posebne. Vedno so posebne okoliščine nekega projekta in potem se to zgradi, no, to, kar se zgradi, je rezultat teh okoliščin. No, to to je res in to sem tudi vesel, ker je bilo prav. Ja. Se, ne, a veste, jaz mislim, da je to prav. Jaz nočem o tem govoriti. Zato so bila mnogi taki poskusi, težko je govoriti o kolegih in jih kritizirati. No, ne, pa se tukaj ne gre za kritiko, ampak v bistvu je, da če si zavajal, če si začel študenta učiti nekih plastičnih, kako bi rekel, veščin, ne? Veste, pomen kiparstva, pa tako naprej, ne? Veste, lahko zelo zavedel, ne? Na začetku že. Ali pa da se ga učil nekih takih zelo zahtevnih, ne, bi rekel, risarskih umetnin pravzaprav, ki so same po sebi umetnine, a veste, in si jih potem razglasil, da so lahko arhitektura, ne? Ker se ne pride arhitektura na ta način. A veste, zato se mi zdi, no, da je to lahko zavajanje. Jaz mislim, da je to prav, da smeš jih zavesti. On svoj predmet in to risanje in to... Ja, vem, sem, če si... Problem, ja. Jaz mislim, da bi bilo... Ker zdaj, ki ga ni, jaz mislim, da je to škoda, ne. Ja, lahko. Ne, hočem reči za risanje, za prostoročno risanje. Mene je nerodno o tem govoriti o drugih. Ne, drugo pa je to, ker gre naprej korak. Koliko so pa tega, ker jaz nimam te statistike, koliko so tega znanja študenti uporabili pri tem, da je treba zgraditi svojo hišo? Te me vidi. Kjer ga risanja? Prostoročno. Ja, tega, ja. Mislim, prostoročnega risanja, jaz mislim, da predvsem. Ne, ne vem, če. Ne, jaz ne vem, ker nisem delal te analize. Ampak v bistvu se večkrat to zgodi, da so ti čez, si nekoga lahko napelo, da on lahko vzame, ne vem, eno črko, recimo črko Z in naredi z tega hišo. No? Ja, ne, se ne govorimo o isti, jaz govorim o predmetu samo risanja, vi pa pol že to naprej v njegovem seminarju. No, ja, tako je. Ti se pa druga stvar. To je vprašanje, ne? Jaz sem sam postavil vprašanje in zato sem se postavil naprej v to načelno držo študentom, takoj povedati in študentkam, ne? Takoj povedati, da mi gradimo, ne? Treba graditi in to je pa težko naenkrat, ne? Se veste, to je pa vi sami oba veva, kako je treba upoštevati, ne? Ne samo predpisov, pa teh protokolov, pa vse tega, kar je, a veste, norm, standardov in tega, kar je tako treba, ne? Ampak koliko je v bistvu treba vidikov, da je neka arhitektura uporabna in da pravzaprav kako bi rekel, upeta vse tisto, čemur mora odgovarjati. Ne? Tega je vedno več, ne? Se to je vedno bolj zahtevano in to je zelo težko, jaz mislim, da je projektiranje vedno težje, vedno zahtevnejše in tako naprej. In je težko potem jih reči, da to je umetniška disciplina oblikovanja. Veste, vi ste dobro rekel, arhitektura je samo to, kar je zgradljivo. Vse ostalo je nekaj. Je tudi, vse ostalo je. Ampak ni pa arhitektura. Saj zato, jaz sem celo definicijo slišal. Ja, tako je. Načeloma... Vse ostalo je možno. Vse ostalo, lahko ste slikar, kipar, scenograf. Ja. Ker on je dal primer, recimo, ko je dal neko vezje neki študentki in je pol razvila nek cel urbanizem, ali kaj, ampak zdaj dela nakit z tega. Ne? Je nekaj, nič slabo, tudi ni pa arhitektura. Ni arhitektura. To je lahko nevarno, no, bi lahko rekel. Čeprav po drugi strani se v arhitектuri, koliko študentov dela v arhitектuri od našega? Ja, zato se pa tiste, ki se jih nekako dobro upelo, ja vem, tiste, ki jih dobro upelo, on dela arhitektura. Zato se statistika na koncu pokaže. To je res meni,
težko reči, no, ampak statistika pove, ne, po mojem, vedno pove po resnici. No. No, moram pomagati. Statistika vedno laže. Ja, zato sem to povedal. No, ker druga stvar, kar sem se spomnil potem, je pa, to sem pa že bolj od teh mojih sodelavk slišal, ki zdaj pridejo v biro, niti ne direktno od Aleša, da je nekako Aleš vodopivc, pristaš, da se more mogoče da študij še ne sme biti tako obremenjen z realnostjo, ker itak realnost bo slej ko prej prišla, ampak da je tam treba še več prostora puščati. Kako pa zdaj? Jaz pa mislim, da je bilo obratno. Da je treba čim več realnosti. Takoj. Tako je. Da že pri vseh nalogah imajo tako, kot imajo zdaj, že požarno-varnostni elaborat. Jaz mislim, da je tako prav. Ni treba, da je treba upoštevati ta vidik, ni treba, da ima pač elaborat narejen. Ja, razumem. Ampak da je treba upoštevati. Zato smo delali naloge tudi, naloge so bile vedno konkretne in se mi zdi to prav. Veste, smo delali, ne vem, zidave v Trstu, zidave v Kareja, pa liniji, pa kako ste prvajah pokazal, kam se vidi, kam se ne vidi, kako prometnice. Super im je bila tista. Ja, ne, si moral. Da vem, no, tako se meni zdelo, da je bolj, da se prej srečaš z realnostjo, kot da te zavaja. Zato sem prej porabil ta izraz, ne, da lahko si tudi zavedel študente in potem ni fajn. Ne. Se slabo počutiš, če si zavedel nekoga. No, da oni mislijo, da je tako in potem je šla njegova usoda, da potem prodaja iglene preproge. Recimo, ne. Ni pol fajn, ne, da gre v nekam drugam, ki si je zamislil. Jaz sem kar nekaj rekel. Ja. No, ampak zdaj, ker smo pa realnosti, ena glavnih realnosti, s katero se mi soočamo, je pa konstrukcija pa statika. Ravno zdaj v Mao sem srečal pa Laro Košir, ona je bila moja sošolka, je pa rekla, da ta predmet, pa tako kot prostoročno risanje, tudi počasi malo ga odrivajo ven. To se mi pa tudi ne zdi v redu. Konstrukcije. Mi smo imeli, ne vem, Doboviška, Vogelnika, ne vem koga še vse, da smo predvsej tega, jaz ne mislim, da mora arhitekt zračunati, to še statiki ne znajo več, ampak dajo te svoje modele. Ampak občutek za konstrukcijo, ne, na taki maket, ki stoji vsaka streha. Ampak zato se pa govorila prej o triadi, no? Firmitas, ne, utilitas venustas, no? To je ta triada, ki sem jo prej omenil. No? Ta še zmeraj obstaja. Ne? A veste, stavba mora najprej služiti svojemu namenu dobro, ne? Potem mora biti zgrajena tako, da je trdna, ne? In potem mi mora seveda odgovarjati, imeti tudi nek estetski učinek. To je ta najbolj znana triada. In to je, se mi zdi, da je to treba upoštevati, da to je še zmeraj osnova. Danes si dodamo še četrto, ki je pa še ta okoljski vidik. Ne? Ampak to se zmeraj obstaja, tudi pa jaz o tem ne dvomim, da je to vse te treba. Oni se zmeraj likovno doživetje tudi, no. Arhitektura je sama po sebi, ne moreš reči, da ni, ker je, ker vem, da deluje prosto potem, kako je pač oblikovan, kako je izoblikovan, vsemi tistim, ker je tudi materiali, vse ostalo, da ne bova preveč, ker je to res izredno zamotena, pač kako bi teko razlaga, kaj vse arhitektura, ne, od psiholoških, taktilnih, ne bom pravo. No. V tem pa ono je vse likovno doživetje, na koncu. Zato ta venustas je ključen in tega je seveda najtežje se naučiti. Ne. Zato so vse te likovne tehnike bi morali usmerjene v to, kako pač kaj dosežeš. Ne. Kako se ta svetlobo, kako bi voditi po hiši, no. Kakšne so vse te barvne bonosti, ki dajo spoj materialov. To je res neskončno, ampak oni morajo to hišo dobiti, ampak vezano na konkretno hišo. No, še enkrat povem, vezano na konkretno tudi lokacijo, po mojem, še boljš. To smo mi celo to zahtevali, ne, da je konkretno, da ni kar tako. Da je konkretna plastica, tam, če je tam, je tam. Seveda, ker svetloba v Trstu je mogoče drugačna, kot v Višnji gori, ne vem, saj je kar nekaj. Ampak kakorkoli že, metaforično, ne? Ampak se mi zdi, da to izhaja iz tega, da je samo tisto, kar se lahko zgradi. In zgradi se samo tisto, kar upošteva vsaj te
te tri osnovne postulate. Zato sem imel enkrat eno zanimivo predavanje mogoče, ko smo se veliko ukvarjali z lesenimi konstrukcijami, v bistvu smo eni od tistih v biroju, ne, ki smo nekako pomagali, da se je lesogradnja razvila v Sloveniji, saj v tem, v gradnji družinskih hiš, ne, ker moje prve izkušnje so bile take, ne, pred 30 leti mogoče, da je bilo težko prepričati nekoga, da gre v les. Ne. Se ni dal, no. Mi smo zgradili dvojčke tle pri Ljubljani in enkrat sem bil tam, ko smo predajali to, in je preletela k meni kot neka furija, rekla, ste vi to zrisali, se jaz smo, ampak da te vedo, mi je rekla. Med vas možem sovraživa les. Nekaj verjetno ste imeli izkušnjo s svojo hišo, ki je bilo treba, ne vem, domačo, sovraživa. In so to kupile samo zato, ker je tako pocen, ne, saj vas sem vesel. Ampak istočasno je bila na Koroškem, ne, in potem v Avstriji kampanja, da ne, veš, pro Holz, seveda, da wir lieben Holz, ne. Zdaj pa to je pač tako, in bilo zelo težko razbijati te pomisleke in tako naprej. Ampak sem eno predavanje, ki sem pokazal, da kako so se na treh hišah, kako so vse tri hiše, take družinske, na različnih situacijah, ne, na različnih lokacijah, bi lahko rekel, ne, kako so drugačne potem, kakšno ima konstrukcijo. Vsega, da so se prilagodile lokaciji, ne, z konstrukcijo, ne z formo. A veste, ne z obliko tlorisa, recimo, ne, ampak s konstrukcijo. Ker so vse čisto drugačne konstrukcije. To se mi je lepo predavanje, tako zame, zelo poučno za druge, da je konstrukcija kontekstualna, no? Da ni forma stavbe samo. Ne, ja, ne forma stavbe samo, ampak še konstrukcija. Konstrukcija, ja, ki da to formo. Ne? To se mi je zanimivo. Ja, čisto različno. To vem, da ste vi v bistvu to pionirsko delo tukaj. To pa res. V bistvu meni pot utrl, ker mi v bistvu zdaj prejemamo projekte samo z lesom. Tako je. Sploh ne jemljamo drugih projektov. Mi smo imeli seveda z vsemi vedno zaveznicami in zavezniki, ampak smo vsem bili toliko pogumni, no? A veste, zato, če že se pogovarjava, da se pogovarjava o neke moje življenjske izkušnje, da sem pač, ne vem zakaj, ves čas aktivist, zdaj le pa v 80-ih, ne? To je urejeno, jaz ne vem zakaj. Ja. Ampak tudi na lesu smo se toliko vedeli. In ker ni šlo drugače, smo ustanovili strateški svet za les, a veste, v eni od teh sejnih sob na občini, ne. Samozvani smo bili. So prišli kolegice iz fakultete, pa zdaj iz lesarske fakultete. Pa neki profesor, arhitekti smo se tam zbrali pač in ustanovili strateški svet za les. Sami, samozvani. In potem seveda je šla neka publikacija na to, a veš, ti imaš potem samozvani strateški, ki bi mogla država narediti, ne? Mogla ministrstvo, in ga potem tudi smo pritisnili na ministrstvo, da je vendar ministrstvo potem sen ustanovilo neki presep, nek svet za lesogradnjo, tako naprej. Ampak tako smo utirali to, ja. Kaj pa vas je pa pravzaprav pritegnili? Zakaj se vam je zdaj les kot ta prava pot? Zato, ker je pokazala neskončno nove možnosti konstruiranja. To je eno, to je prav gotovo. In drugič, ker smo se izurili v tem pojmu, ki ga je postavil Kenneth Frampton, če se ne motim, ne, da je treba zasledovati kritični regionalizem. Ta pravi, da arhitektura vse mora slediti neki zgodovinski izkušnji, ki je vezana na prostor in kraj. A veste, in da je samo to, da smo mi, ne, in moji kolegice in tudi kolegi raziskovali pač ljudsko arhitekturo, ne? In so tudi raziskali in upisovali v knjih in tako naprej, da je to vendar neko izhodišče prav tega, a veste, regionalizma, s katerim bi mi lahko in kjer so nas tudi prehitevali, seveda predvsem v Avstriji. Ne?
Ne? Veste, to zaostajanje za Vorarlbergom, za Vorarlberškom je bilo preveliko, da bi mogel to prenesti. No? To je dobro. Preveliko, da bi mogel to prenesti. In pol te to tako že smo rekli, noč bomo pa sami ustanovili. Ne? Se začneš podpisovati in pol je to pomembno. In pol naenkrat se to neka skupina za pritisk, bi lahko rekel. In se je tako prebil, res. Ja, se je. Mislim, tako moja ocena je, da danes ne zaostajamo za Avstrijci ali pa Švicarji v izvedbi, vsi ostali so pa itak v zadnji. Tako da nas skrivamo, je občina tudi naredila eno leseno hišo med tem, pa ne smem povedati, ker je malo čudno, ampak v bistvu je bil projekt, smo naredili v seminarju, se tudi lahko povem, ker to ne štazga. Na neko lokacijo smo naredili nek projekt, ampak ker konkretno smo vedno delali. In tudi na tej lokaciji potem prišlo do tega, da bi ta projekt lahko res gradili. Ampak potem seveda so ga to dali na neke razpise, izvajalci in so ga dobili drugi inženirji in tako naprej, kakorkoli ni važno, da se potem upletli noter in vendar dosegli, da je zgledno narejen stanovanjski blok 4 nadstropja v Ljubljani desa, ki se naveze to. Kako se naveze kje? Ne, seveda, kdo ve. Ja, a ni tle narejen v tej upadnici južni? Ni. Tam je en lesen? Ja, tudi, ampak to pred leti. Aha, pred leti, okej. Ja. Ampak ti si mogel vedno biti tako in to je bilo težko narediti, veste, ker nisi dal narediti. Veste, leseno fasado, to skozi naše pač požarne predpise ni šlo skozi in to je bilo prehodova, zdaj po ameriškem stanu, po švicarskem, po kjerem. Ampak vendar smo dali skozi. No? S temi požarnimi predpisi je problem dejansko, ko to delaš. Zato, ker mi imamo z navadnim hiškam dostkrat težave. Z navadnim hiškam. V Avstriji sem bil pa sploh, jaz sem bil na dostih ekskurzijah, ki sta jih z OHS-je organizirali, ali pa tudi kakšni drugi, ki so bile fantastične, ampak smo gledali te lesene bloke, ki so vse pol v knauf oblekli. Mislim, to je... Ja, mi pa nismo. Ta blok je tudi smo lesene stropave. Ja, super. Ja. In še zdaj, jaz imam pa navadnih hiškah s požarnimi predpisi, da jih uskladimo. Ampak je tako malo držimo, malo naskrivamo. No. Ampak sem zelo vesel, da je neka skromna gradnja, ampak ni tako skromna, zato ker imam odspod knjižnico in to me veseli. Med drugim. No. Kje je ta objekt? To je tle v polju nekje. Kako nekje? V polju. Okay. Nič posebnega, ampak je lesen. To se mi di prav. Mi boste v koordinatem šel pogledati. Ne, ni pomembno. Ampak hočem reči, da si moral povsod nekaj naštimati. Ja. Povsod nekaj, da nisi zadovoljen. Da mi rečeš, evo, tako smo naredili, tako ne. Se tudi pri predmetu, ki sem ga učil, pri predmetu so bile najbolj pametne vaje, so bile zapolnitve, tako ne vrzeli, v uličnem tkivu. To je bilo najbolj zanimiva vaja za predmete urbanistično oblikovanje. Ja. To je logično, ker moraš upoštevati kontekst, se moraš prilagoditi in tako naprej. No, ampak v glavnem je to, tudi v seminarju sem to nekako te naloge dajal vedno. Pa sem tudi izdal enkrat publikacijo, ne vem, kjer je leta to. Ne vem, okoli 2000. Mesto iz fragmentov, recimo. So bili vsi ti projekti noter in potem, ko sem prišel na to funkcijo, veste, da sem kot svetnik bil imenovan od župana za župana in potem za podžupana in potem iz tega se upal samo oklicati za mestnega arhitekta, ker tega pojma ni pri nas. Pri nas je urbanist, ki je čisto drugo. Tudi če pogledate, to je čisto druga funkcija, ampak kakorkoli ni važno, to je druga tema. Vendar je zatem stala ta leta in leta dolga izkušnja s tem mestom, kjer smo preizkušali prav to metodo, veste, zapolnjevanje vrzeli, ker je najbolj pomembna metoda, najbolj mestotvorna, kar se lahko mislite, da vse tam, ki so neke luknje v mestu, ti to zapolniš in s tem seveda po točkah, tako podobno, ki tudi plečnik delajo, počasno narediš neko mrežo. In to se pa uresniča. Ta glavne smo zapolnili, tudi šumi, se veste, ne vem, kjer je.
posod so. No. Ja, Na Kolodvorski ena, na Šumejevi ena, na Nazarjevi ena, na Dalmatinovi ena. To smo vse že obdelali na fakulteti, prej študenti. Ne? Ampak v bistvu to je tak projekt, ki ti vidiš, da je priložnost in ga narediš. Se tudi ta v polju je neka vrzel bila. Ne? Ja, zato smo tudi to že na faksu naredili, projekt. Ne? Kako pa ste to? Ampak to se mi zdi, da je prav, no? Da ti imaš predmet zagovarja, ima neko teorijo, ne? Ima tudi neko prakso, ima neko zgodovino, ker pa arhitekturno oblikovanje ima. To zgodovino je sicer tam od leta 64, hudega, ampak ima. Ne? Pri nas nam je ta disciplina ni prepoznana med drugim. Urbanistično oblikovanje pa nas ni znano, da je to. Ne. To je v bistvu vodilna disciplina danes na področju urbanizma v svetu. To pa sem naredil to analizo. Na koncu jo dobil nekje, ne? Koliko objavja, ne? In to je tako. Ne? Taka je krivulja. Ja, v glavnem urbanistično oblikovanje je. Ne? Planiranje je nekaj abstraktnega, je bolj, ne, v tem izhaja bolj iz teh informatike, ne? Napredne informatike, bi lahko rekel. Ne? In je bolj ali manj so to tehnična opravila, ne? Urbanizem. Ne? Saj je logično. Tudi je tako res, ne? To je razporejene dejavnosti v prostoru in infrastrukture, vse to ni. Ne? Ampak glavno težo v oblikovanju mest je pa oblikovanje javnih prostorov in stavb, ne, ki mora biti med seboj skladne. Ta teorija arhitekture mesta oziroma urbanistično oblikovanje je danes vodilna. No. Sej, ne zaradi mene, to je logično. Ne, sej, seveda. Ona je resnična, ona gradi pol. Ne. Ja. No in zato je bila pa to priložnost, da se s tem tudi to... To je bila ta logika, ne, če obstaja arhitektura mesta. Če rečemo, da je mesto arhitektura za arhitektur, to sem se postavil na to trditev zelo enostavno, potem postaja tudi arhitekt mestni. Ne? Ja. Se mi je to logično. No? Ampak v glavnem, da so na vajah ne, bile vse te vrzeli in druge možnosti, ki jih mesto, ne, s tem zgoščevanjem je nekako ni znalo izkoristiti, da so te v glavnem pa so bile izkoriščene skozi te mandate. To se mi zdi zanimivo. Se mi zdi fajn povedati vam tle, v javnosti to. Zakaj bi to razglašal neke javnosti? Se to je javnost. Ja, se vem. Ampak sem. Nekaj drugi, ne, da bi tam, ker imel to priložnost. Se me ben vprašal. Ampak v bistvu je to prav. Ja, da ti, ne, kot bi rekel, ti to delal na fakulteti, ne, in s tistimi, ki se jih naučil projektirati, jih učil, upeljal v to stroko, s tisto teorijo, ki se tam razvija, potem skušaš v praksi tudi uresničiti in to uresničiti spet z istimi temi, ki se jih naučil. Ne. A ni to se mi je nekaj zelo enostavnega uresničiti. Ja, tako je. Dobro, lejte, to sem povedal. Ne, sej, super. Mogoče je zanimiv to, da se ve, da ta program bil že na faksu narejen, ne? Sej logično. Ja, zapolnitve mesta, ne? Zapolnitve vrzeli in ureditev javnih prostorov pa s tem. Ker je pač vendar bila to metoda Plečnika tudi, ampak je bila, to ni nekaj genialnega. To je nekaj, kar se v realnih razmerah je bilo edino možno takrat in danes, ne? Danes ne gradimo novih mest več, ne? Danes imaš te, ki so ohranjati pri življenju, ne? To je akupunktura v resnici. In mesto je bilo, mesto res leta 2000, smo vse te slike, ne, seveda. Leta 2006 je bilo to sesuto mesto, mestno središče. To je bilo prazno 2006, ja, je bilo zasut. Sesute fasade, polno avtov, seveda, povsod so bili, ne, povsod. Ja, vse se spomnim. Ampak to je bilo res. In pol te lukne, ne, veste, se šumi lukne od 1964. Predstavljate, to so jame, ne prav jame. Te jame smo glavno zapolnili. Je bil projekt, no.